Kakor vemo, ljubezen je za ene ljudi zelo močna droga. Res, kot droga. In za ogromno ljudi postane toksik, za ene tako, ko so v razmerju, vemo, da znajo biti zelo toksik, za druge pa v bistvu do te mere, da pride do tista tanka meja med ljubeznijo pa sovraštvom oziroma nasilnimi crazy dejanji. In tudi to se zgodi v tej naši zgodbi, kjer postane toksik, da nekdo ali pa več ljudi izgubi življenje. Tistega dne je 6-leten fantek prišel iskat svojega kolega, da se bosta skupaj igrala. Prišel je žogo, gledal čez okno, nikjer ni nič videl, dokler ni pogledal čez okno od kleti, ker se je še vedno mečkan dol videl, tako kot v Ameriki se ponavadi dol vidi v tisto spodnjo etažo, kjer perejo oblačila itd. In je pogledal dol in vse, kar je videl, je bil bloodbath, pač vse je bilo v krvi in 2 mrtva človeka. Ženska in moški ugotovili, da so to starša fantka, s katerim se je poskušal ta dan igrati. 8-letni Jacob je bil medtem tudi mrtev gor v zgornjih prostorih te iste hiše. In na ta način se ta današnji primer začne. Primer je rešen. Enkrat mi ga je nekdo od vas predlagal in čudno, da ga nisem prej obravnavala, ker je res bizaren, kot ste verjetno razbrali z naslova sanga. Vse, kar piše, je pač res in ja, bomo šli kar lepo po vrsti. Zato, ker ta fantek, ki je bil zgoraj umrjen, Jacob star 8 let, je imel tudi sestro, 12-letno Jasmine. Jasmine pa je takrat manjkala. Ni je bilo v tej hiši, edina oseba, ki je manjkala in oni so rekli, ojoj, velika verjetnost je, da imamo na rokah zločinca, ki je ubil njeno družino in ukradel to majhno punčko, pa otroka, to dekalico. Ampak ta zgodba bo imela precej več enih twistov and turnov. Zdaj pa najprej po pošti sem dobila nekaj, ki vam bo zdaj zelo zanimivo. Pri svetu užitka itak vedno presenetijo, ampak za ta mesec so se odločili nam podariti bundle in te bundle so meni toliko še zaradi tega, ker imajo res crazy dobre cene. Ful so poceni, res so poceni. Toliko, ker je nekak cena tega enega bundla, bi ponovno dobil po eno stvar naenkrat. V mojemu bundlu, ki ga vam lahko pokažem, je tale ring play, to je za moške, vibracijski obroček za vašega eggplanta, okay. Tale igra, vam bom pa malo prebrala, koliko je insane. Sploh ne moram tega brati na kameri, ampak je že tukaj berem pač samo res. A ja, pa ta vrtenca, tako da basically ja za vsadzga, nekaj za moškega, za žensko in nekaj za oba skup. To bi bil tok perfekt večer. Plus vedno koda Alenka 5, na vse, ker je že tako poceni znižano, torej na ta bundle še vedno velja koda Alenka 5 in na vse ostalo na svetu užitka, ker ni znižano, pa koda Alenka 10. Klasika. Jaz ne vem, kaj od tega naj preberem, te karte so crazy. Postav se na vse 4 in mu pokaži svojo odozad, počas pojdi jaz s prstom in se zadovoljuj pred njim. Pač, jaz to sploh ne smem vratila. Ali pa recimo jaz to sploh ni za na kamero. Ok, ne, odločila sem se, da iz tega ne moram brati, ker so res too much, pač, ampak za dvoje zvečer jaz bi to komi čakam, da doživim. Pol so pa takole Kama Sutra kartice noter, v glavnem, excited. Imate pa tudi druge pakete in bundle, naprimer tale ful nagajiv, začetniški, res spet ekstremno pocen. Če imate pa večji budget, recimo tale ful eleganten bel, ki ga pa lahko za porok podarite, zdaj milijon porok in ne moreš zgrešiti s tem, da jim daš pač nekaj bolj za bange, sploh če ste bližnji kolegi. This is awesome. Pa še cena je primerna poročenemu darilu, ker je res amazing vsebina. Gremo naprej v video. Kje sem zdaj? Na kavču. Našo zgodbo začnemo v kraju Medicine Hat, Alberta, Kanada. Temu mestu reče tudi najbolj sončno mesto Kanade. Nisem brala, zakaj, predvidevam pa zaradi tega, da še vedno dobijo neki sonca, ker sem izgledala, zgleda ful lepo, idilično, ena velika katedrala se dviga ven iz tega mesta. In ker sem slišala, da je tam okrog 60,000 prebivalcev, sem bila tako, to je sploh veliko mesto, ni veliko mesto. Kraj jih ima 37,000, tako da v bistvu ni niti še enkrat večje, tako da je mehno, sploh za Ameriko je to še vedno mehno mesto. Vsi se predvsej poznajo med sabo, oziroma je ogromno tistih zelenic in hišk in tudi ta primer se dogaja na taki lokaciji, tista perfect family. Torej eno tipično mestece, predvsem družin srednjega cenovnega razreda, plačilnega razreda, pa tam teče ena taka velika reka, pa videla sem en ful hud kanjon in pa jaz si probam predstavljati, kad to gledam, kako te družine oziroma žrtve prej izgubijo življenje ali pa kdorkoli hodijo tja in imajo piknike in pač zihar so se tam zvečer družili, ker je toliko mehen mest, da so zihar enkrat tam bili in pa je proba začutiti, kako so živeli, preden so pač izgubili življenje, ne vem. Jaz res rabim vizualno doživeti stvari, da lahko pol sploh govorim o tem oziroma da si predstavljam, kako je bilo. Ko pridemo do te družine Richardsovih, o katerih bomo danes največ govorili, so bili navzven, tako kot vedno rečem,
rečem, ampak je res najbolj tipična, happy, cool družina. Starša sta bila Debra in Mark in potem sta imela še 2 otroka. Ta sinček je bil občasno zelo činovster, torej 8 let, hčerka Jasmine je bila pa stara 12 let. Mislim, da ne dolg čas, ampak je bila že 12. Starša sta se spoznala. Zdaj tako, nek sem slišala, da v gymu, nek sem slišala, da v rehabu, ampak se mi zdi, da če je bil gym, je bil tudi v sklopu rehaba na nek način. Point je, da ljudje, ki se spoznajo v rehabu, nikoli ne veš, v katero smer bo šlo. Torej, imela sta neke težave z adikcijo oba in ne veš, ali bo šlo v smer, da jih to poveže in sta močnejša v tem, da naprej to premagujeta skupaj, ali pa ratata si en drugemu tisto, ki si omogočata to, da spet zapadeta hitrejši nazaj. Ampak one dva nista in to je ful lepa zgodba. One dva sta bila tukaj že potem, ne vem, več kot desetletje sober, trezna in sta pač prišla k sebi in sta okrevala in sta bila 15 let že srečno poročena, tako da če sta bila 15 let, sta po 3 letih tega zakona očitno dobila punčko Jasmine in potem še tega fantka Jacoba. Tudi otroka sta imela potem lepo otroštvo, imeli so lih toliko denarja, da so lepo živeli, če so želeli, so šli lahko na počitnice, noben v tej družini ni bil abusive, nista zapadli nazaj v droge ali alkoholizem, tako da je bilo vse precej idilično. Otroka v šoli sta bila cool, Jasmine sploh je bila tista tipična mlada, bistra punčka, imela je dobre ocene, bila je tudi pobožna, v cerkev je hodila, imela je veliko teh ljudi iz cerkve, oziroma prijateljev in prijateljic, pa tudi soba ni bila taka tipična, porisana z raznimi stick figures, te slikce, ki so jih otroci risali, so bile dobre, slabe, nima veze, pač ustvarjali so in kracali in jih limali na stene, ker takrat še ni bilo toliko interneta. Ona je v bistvu odraščala isto kot jaz, ker je bila rojena 94, jaz pa 92 in takrat smo bili pač ogromno vzun in risali in se družili in bili s kolegi in tako. Ampak je pa to tudi faza interneta. Internet začne prodirati in se pojavi v naših življenjih, tako v njenemu kot v mojemu, in potem začne spoznavati kakšne druge stvari in subkulture in bolj demonske, temne in čudne stvari in tudi ne se je to zgodilo. Ko je bila stara 11 let nekje, tudi puberteta začne prihajati v spredje. Pri meni pa moja že malo prej, pri njej je očitno tukaj ven vsekal. Ampak ona je začela biti ful aktivna na internetu in je zapadla na nek način v to gotsko subkulturo, v ta gothic style. To so te, kdor ne ve, tako vsi si predstavljate verjetno, ampak temne lase, temna oblačila, pasovi, leder, ovratnice, te bulasti škorni, mislim, da res se nas poznam toliko. Potem pa čim več nekih tatujev, pa ona je imela tudi tisti harš črn make-up, kakor se le da, tako poudarjen. Tako da je res počašla iz tiste punčke otroka v najstnico in ja, ona je res ogromno spremenila svoje obnašanje, svoje prijatelje. Ena izmed stvari, ki jih opozarjajo pri njej, je to, da je bila najprej res tipična punčka, pa je pa ratala zelo predana tej subkulturi, ne samo v smislu, da spremlja oblačenje in ne vem, glasbo, obviously, katero oni poslušajo, ampak tudi ne je bilo ful potem kar nekaj pomembno, da se dejansko prijatelji bojijo. Da ko prije nekam, da vzbuja strah. Da tisti tam okrog nje ne bojo vedeli, kaj bo naredila. Nekomu neki podtaknila ali ga ušpiknila, kaj bo. Preprosto uživala je v tem efektu, da je scary ljudem in drugim sovrstnikom. In ja, res opisuje, da se je ful spremenila. Začetek naše tragedije je potem leta 2006, predvsem, ko ona online spozna tudi Jeremija Stankija. Stanky v glavnem. On je bil star 23 let in on je bil basically največja nočna mora staršev pubertetnice, v katerega se lahko ona zaljubi. Ampak se je. Eno drugega sta se načeloma zaljubila. Moram že koji reči, ja, on je imel zgodovino tega, da je imel rad mlajše punce, ker je ogabno in narobe. Ona, če je bila 12 in on 23, je bil on skoraj še enkrat starejši od nje. Je bil pa on tipičen na papirju, se pravi, nočna mora staršev, high school dropout, torej že iz srednje šole je šel, preden bi jo končal. Bil je na drogah, imel težave s tem, imel težave z anksioznostjo, z depresijo, samouničevalnimi mislimi. So bile točke, na katerih je želel narediti samomor. V glavnem, vse, kar je možno, res pri njemu je bilo problematično in isto je bil del te gotske subkulture in na ta način sta se z Jasmine tudi spoznala online, ker sta bila v ogromno teh grupah in skupinah in chatih. Še ena stvar, ki ste jo verjetno prebrali v naslovu, saj mislim, da je to, da je on bil prepričan in verjel, da je njegova prava identiteta ne samo Jeremy Stanker, ampak da je 300 let star vampir, torej starešina vampirska. Tako se je obnašal in je imel tudi okrog vratu vedno tako pumpco krvi, oziroma pogosto je imel tako kri noter v verižci v obliki križa, taka gotska spet. A ja, pozabila sem še omeniti, da je imel ADHD, ampak mislim, ne da kaj ful spremeni, v glavnem tudi to. Zdaj pa ne najbolj v tem primeru, ampak predvsej smotana stvar je to slišati, da ta njun razmerje je bil tudi seksualen, torej sta imela tudi že spolne odnose, predtem, ko je bila ona v moji glavi basically še otrok.
Jaz se predvsem spomnim sebe, ko sem bila 11, ko si pač otrok. Mislim, otrok si, pred 12, ne vem, pač groza. Zato pridem do marca/aprila 2006 na naši časovnici, ko njeni starši zvejo za Jeremija. In reakcija je taka, kako se lahko predstavljate, hvala Bogu. Nekaj se družiti z njemu, nimaš dostopa do interneta, da se sliša z njemu, ampak koliko pa tle starši lahko naredijo? Pač realno, bodimo realni, koliko lahko naredijo? Ne veliki, ne dost, ker internet boš tek nek dobu, ali v šoli, ali v knjižnici, ali bilo kaj, nič ne moreš preprečati tega. Ona je bila pa sploh najstnica, polna jeze, polna idej v tej svoji gotski kulturi, kaj vse je prav in kaj je njena nova pot v lifeu, in tukaj se je ta jeza nabrala, doma je bila itak štale, so se skozi skregali in ona je z njemu še vedno bila na vezi in začela počasi fantazirati o tem, koliko si želi, da staršev ne bi bilo, ker če njenih staršev ne bi bilo, bi imela mir, bila bi svobodna in lahko bi živela z Jeremijem. In to kar naenkrat ni bila več samo ideja, ampak sta ona dva počasi začela skoraj kovati načrt. In tukaj psihologi njun odnos opisujejo, kakor da je ta bila perfekt kombinacija tega, da je ona videla, da njega lahko izkorišča, on pa je imel močno potrebo se dokazati oziroma, ne vem, svojo jezo utelesati, nekaj s tem narediti in ne vem točno kaj. V vsakem primeru nočem govoriti veliko tem, ker kakor je bizarno, kaj se je dogajalo z njima v glavah, jaz ne morem prek tega, da je ona še vedno tako mlada pač. Ful mi je čuden. Ne pravim, da ni bila, ne vem, psihopat, sociopat, bilo kaj, ampak pa verjamem, da ga je manipulirala, ampak določeni dokumentarci, ki so mečken outdated in stari, res govorijo o tem, kao, joj, mlada ženska je zapeljala starejšega moškega in itak se ji ni mogel upreti. Jaz sem kratko, what the fuck are you talking about? Pač ta otrok, ne vem, kaj se mu je zlomilo v glavi preč interneta, ali pa je pač bila psihopat, ki so ponovno rojeni, ne? In nimaš kaj, ampak ne vem, v glavnem, a ste, ko hočem reči, elaborirajte spodaj v komentarjih, ampak ne vem, ne morem v tem primeru ful bolj kriviti 12-letnicega kot 23-letnika. No, 22. april 2006 je predvečer tragedije in one dva sta se očitno spet dobila. Če mene vprašaš, je ona rekla, da želi na nek koncert in bo ne vem s kom bila. On je itak pač tudi šel in sta šla na koncu skupaj, starši spet načeloma ne morajo jih vsega prepovedati, pa tudi če bi ona lahko ne pobegne čez okno, pa kaj boš pol. In sta šla skupaj in je po tem koncertu sta dejansko sestavila plan za umor, za odstranitev ovire, da ne morate biti skupaj, torej kako se znebiti staršev. In potem imamo 23. april 2006, ko se pa dejansko zgodijo umori. Kaj dejansko je bilo, sem večkrat opisala že prej. Pustila se je tema, torej bila je že noč, večer. Jeremy je prišel k njim domov in Jasmine je njega spustila na ta način noter, da ga pač nihče ni videl. Tist večer je šla njena mami dol v klet, kot sem rekla, tam so imeli pralnico in ne bi, ne vem, dala perilo pred ali ga pobrat, ne vem točen. In ko je prišla dol, je zakričala, ker je videla moškega, oblečenega popolnoma v črno. Ne bi bil tudi on zadet takrat, ne vem na čem, ampak high as a skyscraper. In je imel v rokah tudi gromodanski nož in ona takrat ni imela šans, pač začel jo zbadati in prebadati in teh obodnih ran je bilo tudi ogromno, krvi je bilo ogromno. In čez nekaj časa so pač kriki pojehnali, ker je bila mrtva, ker je to valjda slišal njen mož Mark, je tudi prlaufal dol, ampak spet ni prlaufal primerno obvarovano, on je samo tekel dol, in ni imel nič takega dobrega, da bi se branil in tudi njega je začel Jeremy napolno zabadati in spet ogromno obodnih ran, podlegel ranam. In tukaj sem tudi poslušala zanimivo razlago tega, zakaj nekdo, ki je že enkrat ali dvakrat ali trikrat zaboden, ne more več tako dobro funkcionirati, ker adrenalin je neskončen takrat in srce nabija kot zmešan in ti toliko močno pumpa kri, da toliko hitro izkrvaviš, pa tudi če ne izkrvaviš še do smrti, si v trenutku šibek. Kad to krvi zgubiš, no vem, liter, dva, kar naenkrat, až tudi če ti malo krvi vzamejo, že meškano slabiš. Až kad pa to krvi zgubiš, si pa čisto šibek in lahko si še živ, ampak pa ti adrenalin šel, ampak ne moreš, pa se ne moreš boriti, ker gre kri ven, namesto da bi dejansko ti dala moč, ne? In zato tako grozljivo pač. In ja, ni mogel nič, čeprav bi papa Bear v tem primeru vse naredil, da bi zavaroval ženo in gor Jacoba, ki je bil 8 let star in pač v hiši. Ko je bila ta stvar urejena, vsaj v glavi Jeremija, v smislu starša sta mrtva, je šel gor po stopnicah, medtem naj bi bila Jasmine skupaj s svojim bratom in ga držala nazaj, da ne bi šel dol preveriti, kaj se dogaja, ali pa da ne bi zapaničaril, ali pa ne vem kaj. In ko sta bila gor, sta pač pogledala Jacoba in zdaj tako, zgodb je več. Rekla sta kot, ok, ubiti morava tudi njega, ampak to ni potrjena zgodba, ker tukaj se zgodbe ful razdelijo. Jaz vam bom povedala, kako se tukaj naprej odvrti primer oziroma kako je kdo pričal sam zase, kaj se je zgodil, ampak nič od tega ni potrjeno. Ne vemo še vedno, kdo je ubil Jacoba, torej 8-letnika. Jeremyjeva verzija je, on je priznal
ja, umoril sem oba starša, potem sem šel gor, ko sem prišel do Jasmine, je rekla, ne skrb za brata, sem že poskrbela in ne bi bil on takrat že mrtev, isto zaboden. Verzija od Jasmine je, da je bila ona čist drugje takrat v hiši, čist v drugem prostoru in da je isto za brata poskrbel Jeremy. Tako da, ker se tiče tega primera, ni bilo težko na sodišču določiti, kdo je kriv, je pa res, da sta oba dobila. Zanimivo je, ker če se ne zjasneš, če sta oba kriva, če se ne zjasneš, kdo je koga ubil in če dokazi ne kažejo dosti točno proti enemu ali pa drugemu, zaradi tega, ker kri bila povsod. Že v sobi Tamauga, po vseh igračah, po stenah, po tleh, povsod. To je bilo vse krvavo, je bilo res. In dol v pralnici oziroma v kleti je bilo grozljivo. In pač tiste dva morilna orožja in prstni vtisi povsod preprosto ni dala razbrati, kdo je koga ubil. In v tem primeru sta bila oba sojena za 3 umore prve stopnje, torej naklepan, načrtovan umor, to je ta prve stopnje, in oba sta bila sojena za oba, ampak tukaj smo v Kanadi in Jasmine kot tako mlada punca je dobila maksimalen zapor, ki je pa tam 10 let. In če je šla v zapor leta 2007 po sojenju, je tudi ven prišla leta 2016 ali 2017. In predtem je še imela tisto stvar, rehabilitacijski program imela in ga je uspešno upravljala, tako da so strokovnjaki določili, da je tok se spremenila oziroma da je tok stabilna oziroma da je tok v redu človek, da gre lahko med ljudi. Zdaj pa itak živi pod tisto zaščito, ker njeno ime in naslov ne smeta priti ven oziroma pač mora ostati skrita, da ima lahko približno neki v life-a. Pa tudi zraven vse čas to psihiatrično zdravljenje. Meni osebno pri tem primeru ful bi rada slišala, kako se človek zdaj počuti, a obžaluje, a bo kakšen intervju znal, da pove, zakaj je to storila in na kateri točki mogoče se je zavedla, ali pa da obžaluje, ali pa če ima neko stanje, kot ne vem, da je psihopat ali neki. Spet, kako se to rešuje, kako veš, da če je spet med ljudmi, da je safe, ne? Ok, pa da ne bluzim naprej, ker se pa tiče Jeremyja, je pa obsojen tudi za 3 umore prve stopnje, je pa dobil doživljenjsko, ima pa možnost po 25 letih pogojni izpust. Torej, spet, če bi šel čez določene postopke in dokazal, da je stabilen in da bo dober državljan, ima možnost, da gre po 25 letih ven, ker je zdaj čez koliko let? Ne, zračuna. Pa napiše v komentar. Tako da napišite, kaj vi mislite. Eni psihiatri so govorili o tem, da otrok, ki ni več toliko sam otrok, pred 12 letih, ki je že bil polnajstnik, puberteta, da nekdo, ki ni imel otroštva, ker bi ga starši zlorabljali, da je imel dejansko lepo otroštvo in ljubezen in da je sposoben nečesa takega narediti, eni trdijo, da bi zavedno mogel ostati v zaporu, torej v tem primeru Jasmine. Ne vem, jaz iskreno ne vem, rada bi se spomnila svoje mentalitete, ker sem bila toliko stara. Vem, kristalno jasno, da ne glede na jezo in kaj bi se dogajalo, jaz ne mogla svojih staršev braniti. Ni šans. Zato me pa zanima, pač, kaj je bilo psihološko. A veš, a je v internet v to zapeljal ali je bila sama po sebi toliko disturbed. Ne vem. Tako da napišite, pa bi vi v tem primeru in če je smiselno, da je zdaj že zunaj in tako naprej. To je pa to za ta video, ne pozabite na kodo Alenka5, dol imate linke do vseh stvari na svetu, užitka, tele bundli so res, predvsem te karte. Po mojem, če to zvečer igraš, res, ko mi čakam, da probam. V glavnem, kaj vi to gledate, by the way, sem jaz na Ultri v Splitu. Oh my god, ko mi čakam. Lani je bilo lušno, letos bo moje še boljš, tako da pridni bote, radi se imejte, uživajte poletje, Ilja in mama out, se gledamo okno. Bye!